Rak je bolezen, ki v sodobni družbi pušča velik, pravzaprav resnično prevelik odtis. Zato ni nič nenavadnega, da Evropska unija, tako kot je bilo tudi v času slovenskega predsedovanja, ukrepe proti tej bolezni postavlja med prednostne naloge. Kaj prinaša tokratna strategija? Sedaj se je komisija usmerila pravzaprav v nadaljevanje prizadevanj, s katerimi je začela leta 2008 oziroma 2009 skladno s priporočili slovenskega predsedovanja, kjer je bil rak prioritetna tema na področju zdravja in zdravstva. Takrat je komisija pozvala vse države članice, naj pripravijo državne, torej nacionalne programe za obvladovanje raka. Kot vemo, je Slovenija v tem času pripravila že 2 programa in tudi večino nalog iz teh programov uveljavila. V vseh državah pa ni bilo tako. Problema sta bila predvsem 2. Eden je, da so to postali dokumenti, ki so bili bolj črka na papirju, kot pa neko udejanjanje aktivnosti, ki so jih zapisali v plane. Drugi problem pa je, da niso zajeli celovite obravnave, celostne obravnave bolnikov z rakom, tako kot ste omenili v vašem vprašanju. To se pravi, gre za bolezen, ki prizadene bolnika v celoti in njegovo družino, včasih celo delovno okolje in podobno. Sedaj je namen, da bi pripravili skupna izhodišča, torej Evropski akcijski načrt za boj proti raku, ki bi obsegal vsa ključna področja celotnega poteka bolezni, to se pravi od zgodnjega odkrivanja, tudi promocije, torej primarne preventive, pa vse do celostne rehabilitacije, vrnitve v predbolezensko življenje in v primeru potrebe tudi celovite obravnave v okviru paliativne oskrbe in oskrbe ob koncu življenja. Kaj pa se dogaja na raziskovalni ravni? Kaj je mogoče pričakovati na tem področju? Tukaj je pravzaprav situacija še bolj vznemirljiva. Rak je edina bolezen, ki je bila izpostavljena kot samostojna tema v bodočem evropskem raziskovalnem programu, ki bo potekal od leta 2021 do 2027. V ta namen je Evropska komisija ustanovila tako imenovane svete ali mission boards, ki bodo usmerjali tematike, ki jih bodo raziskovali. Na čelu tega sveta za področje raka je akademik, profesor in Nobelov nagrajenec Zurhausen, ki je odkril povezavo med virusom HPV in rakom materničnega vratu ter vrste drugih strokovnjakov. Določeni ostali javnozdravstveni in drugi strokovnjaki bomo pa sodelovali v tako imenovanem svetovalnem telesu tega sveta, ki bo usmerjal raziskovanje na področju raka v prihodnjih 7 letih. Če se z evropskih okvirov ozreva proti Sloveniji, lahko rečemo, da je Slovenija naredila precejšen korak naprej, dosegla napredek, tudi ali predvsem po zaslugi presejalnih programov. Vseeno pa breme raka ostaja še vedno veliko, veliko je prezgodnjih smrti, veliko zbolevnosti, tudi ali predvsem na račun dediščine iz preteklosti. Da, dopolnil bi vas malo. Veseli me, da ste izpostavili presejalne programe, na katere smo lahko ponosni. Pri presejalnem programu za raka debelega črevesa in danke svit smo le ena od 3 evropskih držav, ki je v celoti izpolnila celotna priporočila in uveljavila program za vso ciljno populacijo na nacionalni ravni. In tukaj smo res veliko dosegli. Enako velja tudi za Doro in Zoro. Dosti smo dosegli tudi in se je premaknilo na bolje v hitrem in zgodnjem dostopu do diagnostike in tudi dostopu do večine zdravil, ki so danes sodobna in omogočajo bolnikom bistveno boljše možnosti ozdravitve, ne samo preživetja. Seveda, breme raka je veliko iz več razlogov. Deloma gre za preostanek izpostavljenosti, katerim smo bili izpostavljeni v preteklih desetletjih. To ne velja samo za breme kajenja, ampak velja tudi za izpostavljenost na delovnem mestu in v življenjskem okolju, po domače povedano onesnaženje. Seveda pa tudi dejavniki tveganja, ki jih postopoma izboljšujemo in obravnavamo, niso vsi tako ugodno
pod nadzorom, kot bi želeli. To je pač naloga tudi bodočega dela in presejalnih programov. Verjetno bo več potrebno narediti še pri zgodnjem odkrivanju. Ob uspehih presejalnih programov ne bi kazalo pozabiti, da nekaterih rakov seveda ne moremo odkriti s pomočjo presejalnih programov, ampak bomo lahko več storili s pomočjo organiziranega in dobro pripravljenega zgodnjega odkrivanja. Ne glede na napredek dosežen na tem področju, pa diagnozo rak tudi potem, ko je bolezen morda že premagana, še vedno spremlja stigma. Na tem področju je bila Francija tista, ki je naredila pomemben korak naprej z uveljavitvijo pravice do pozabe. Lahko o tem poveste nekaj več? Da, francoska besedna zveza droit à l'oubli oziroma pravica do pozabe, kot ste omenili, je pomemben dosežek, kjer je prišlo do družbene pogodbe, torej do sporazuma med državo, zavarovalnicami in bankami, kjer po 5 letih po uspešnem zdravljenju raka pri otroku in po 10 letih po uspešnem zdravljenju raka pri odrasli osebi, le-ta ni več obremenjena z obvezo, da rak sporoči kot svoje bolezensko breme. Vemo, kaj to pomeni. To pomeni nezmožnost dostopa do dolgotrajnih posojil, za mladega človeka skoraj onemogočitev vstopa v samostojno življenje, pa tudi za druge veliko oviro na poti k samostojnemu življenju. Ravno ta točka, ki jo je prevzela že tudi uspešno in prelila v zakonodajo Belgija, je ena od tistih, kjer bi v skupnem nastopu evropskih držav najbrž lahko dosegli največ. Menite, da takšne ukrepe lahko v kratkem pričakujemo tudi pri nas? Jaz si obetam, da bi morali upoštevati, da smo skupnimi napori, torej napori tako preventivnih sodelavcev in seveda klinikov s sodobnimi zdravljenji, uspešno uveljavljenimi smernicami dosegli toliko boljše preživetje, da moramo tudi tistim, ki danes živijo osvobojeni neposrednega bremena raka, omogočiti dostojno življenje, samostojnost in vrnitev v polno življenje, kot so ga živeli pred boleznijo.